Lep pozdrav, vsem sklep lep pozdrav v imenu Vinogradniškega društva Pešece. Lepo bi pozdravil članice, člane, seveda goste. Vidim, da predstavnikov društev veliko ni, v drugih društev ni. Moram pa na začetku odmah povedati, da se je konkretna občina upravičila, ne da niso hoteli priti, se je upravičila, ker ima Patricija pač dnevne slavje, ima Abrahama. Lahko je tudi v imenu vseh čestitamo, eno čestitko napišemo. Kot je bil običaj pri nas v Pešecah, enih par se nas je večkrat že združilo na tem Vincekovem, in letos je pa to prvo, že župnikov smo lansko leto govorila, da bi napravila eno Vincekovo skupno. Zdaj je župnik po svoje, mi ena skupina po svoje, pa smo rekla, ampak žal je župnik odešel, ni več tukaj ne mašuje, in smo se pač vinogradniki odločili, da bi tradicionalno imeli po Vincekovi Vincekovi. Da nas je veliko zdravo, nekaj se nas še bolj začeti. In kot veste, je to en takšen poseben dogodek za člane, ki vejo, da se bo pač s tem dnem začela, pravzaprav z jutrišnjem dnem začela rezatev. Zdaj program je takšen, če verjetno ste prebrali, zdaj bomo šli tam do kožnega znamenja, ob pol 15 čez 5 bi pa mogli iti v dvorano od kleti. Želel sem izpostaviti, da je to znamenje postavljeno trdno tukaj v našem kraju, pa želim, da bi tudi razumeli, da je obnova namenjena temu, da bi se še bolj oprijeli Jožefa Delavca in da bi z veseljem tudi obnavljali tudi naše medsebojne odnose. In sem hvaležen tudi družini, ki se je odločila pa zbrala pogum, da je obnovila to znamenje. Kot pa sem začel, da je to znamenje trdno postavljeno tukaj na tla, je to znamenje postavljeno, da bi služili tudi prihodnjim rodovom, da bi se spominjali, da je na tem kraju, kot je že v uvodu gospa Ivica povedala, verjetno se nekaj zgodilo ali pa dogajalo, pa da bi tudi bilo to kraj našega srečanj, druženja. In sem po poti, ko sem se peljal, razmišljal, kako je tukaj pod Orlico, pravzaprav nas ta gora varuje, na drugo stran se pa odpira svet, da bi bili odprti, da bi se znali tudi v tegobah tega časa boriti, da bi znali biti složni, da bi znali drug drugega spoštovati, pa res želim, da bi razumeli, da so nam znamenja postavljena zato, da bi za njih skrbeli in ob njih se srečevali, pa utrjevali medsebojne odnose. Od noč tistega dne prvega v tednu, ko so bili tam, kjer so se zadrževali učenci iz strahu pred Judi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: mir vam bodi. Ko je to izrekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Zdaj mi Jezus spet rekel: mir vam bodi. Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz vas pošiljam. Ko je to izrekel, je dihnil vanje in dejal: prejmite Svetega Duha. Komur grehe odpustite, so jim odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani. To je Kristusov evangelij. Posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja,
kakor nebesih, tako na zemlji. Za dobro, naj napredujemo v dobro, da bi se srečno končala pot našega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Izročiti eno knjigo. Tole knjige marsikdo ne sprejema, jaz jo vam jo podarjam v enem takem duhu, da bi jo odprla pa prebrala. Noter sem tudi napisal spomin na tole blagoslov. To je knjiga patra Gržana, ki nosi naslov Le kaj počne Bog, ko je na svetu toliko trpljenja. In res želim, da bi Biserka še naprej vodila vašo družino, tako kot je tudi sveti Jožef vodil, in da bi lepo skrbela za vse. Pa res hvala vam. V imenu celotne družine oziroma župnije se vam zahvaljujem, pa vam želim res blagoslava vaši družini in naredite še kaj dobrega za naš kraj. Hvala lepa, res se pravi. Povabim malo niže, da bomo še blagoslovili vinograd, ker je mrzlo, pa da ne bomo zdaj predolgo. Dok se mi predstavljamo. Zareza vles večjo ali manjšo ostrino. Res je živa, usodna vez dveh duš in dveh teles v skupno dvojino. Res je globoka vez vinogradnika strto. Z njo je vse možno in vse odprto v petje in pitje. V zgolj količino ali v pobožno sožitje žlahtnino. Saj kakor kdo reže, tako se mu streže. Tako je zapisal Tone Pavček. Res trte predstavljajo izhodišče za končno zgodbo uspešnega in kakovostnega vinskega letnika, ki je pred nami. Ob vsem znanju in jasnih pridelovalnih stilih pa moramo imeti s trto tudi pravi odnos, ki ga predstavlja ogled trte, pogovor s trto in izvedbo rezi, ki naj bo v skladu s dejanskim stanjem vsake trte posebej. Da bo sad čim bolj žlahten in obilen, pa je precej odvisno tudi od vremena. Kakršnokoli vreme že bo, na dan svetega Vincenca je prav, da se mu priporočimo in prosimo Božjega blagoslova in Božjega varstva. Prosim Gospoda, da opravite blagoslov. Molimo. Vsemogočni Bog, ti daješ vsemu rast. Ti skrbi za sonce, dež in lepo vreme. Prosimo te, blagoslovi ta vinograd in tudi druge vinograde. Varuj jih pred točo, pozebo in drugimi nevarnostmi. Hvala ti za žlahtno vino, vsa trte in delo naših rok. Tvoj sin Jezus Kristus je na svadbi spremenil vodo v vino. Pri zadnji večeri pa je vino spremenil skrivnost svoje dragocene krvi. Daj, da bomo vino zmerno uživali, da nam bo prinašalo veselje, zdravje in srečo, ter jo bomo delili tudi z drugim po Kristusu našem Gospodu. Amen. Da bi se srečevali in tudi želeli drug drugemu dobro letino. Pa zmolimo še tudi molitev Oče naša za blagoslov vinogradov. Oče naš, ki si nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.
ker je res prvo pomembnejše opravilo vinogradov, od katerega je v precejšnji meri odvisen razvoj vinske trte. Želim vsem vinogradnikom uspešno rez in naj leta prinese lepo, kvalitetno in obilno letino. Zdaj pa prosim te naše vinogradnike, da bi prišli malo pokazali, kako se ta prva rez pač napravi. Še dve kupce. Jože, začne. Na svetu lepše rože ni, kot je ta vinska trta. Po zimi spi, pomlad cveti, vesela mi zvedaje. Po zimi spi, pomlad cveti, vesela mi zvedaje. Po hribčki je nasajena, lepo je razpeljana, od kmetiča obdelana, od sonca obsijana. Od kmetiča obdelana, od sonca obsijana. Otrokom sladko grozdje da, možem pa dobro vino. Za vsakega veselje ima, zato jo vsi častimo. Za vsakega veselje ima, zato jo vsi častimo. Je trta kot taka zrela, dozorela in pripravljena na obdelavo. Zato se je potrebno na jutrišnji dan, ne glede na to, kakšno je vreme, sneg ali blato, podati trto, odrezati 3 rozge s 3 poganjki in jih nato postaviti nekje na okno v hiši. Ko rozge poženejo, se ogiba, kakšna bo letina vinogradu to leto. Obrezani trst se obredno poškropi, krsti s starim vinom oziroma se trst kar zalije. Zato prosim gospoda pa predsednika vinogradniškega društva, da opravita še ta obred. Kam pa? Če bo. Zdaj vam pa povem še, zakaj pomenijo klobase. Klobase simbolizirajo željo po plodnosti in dobro letino. Želimo seveda, da bi bilo obojega v izobilju. Še malo pa gremo naprej. Rez trte torej simbolizira nov začetek, novo rast in nov razvoj. Trta je zato, da razveseljuje človekovo srce, ne da bi hodili po svetu zagrenjeni, ampak da bi bili nasmejani in da bi nas kapljica vinske trte takrat, ko je potrebno, tudi ogrela, seveda v pravi količini in v pravem trenutku. Čas je, da se res pogrejemo, zato si natočimo kozarce in spijemo na zdravje. Vreme je pa pravo.
malo zgodbe. Samo malo, samo ne še odšpinajo. Ne odšpinajo. Sem Primorc, ampak že 20 let delam na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani in tudi aktivno z enologijo se ukvarjam po Sloveniji, po Balkanu in okrog. Kako smo začeli to zanimivo in mislim, da bo zelo lepa zgodba tudi naprej. Nekako leto pa pol smo se z Jožetom, Gregorjem, Juretom prvič srečali in takrat je Jože rekel, Klemen, mi hočemo nekaj narediti za kraj. In to mi je bilo najbolj tisto pozitivno presenetilo in sem se takoj v to zgodbo pristopil z veseljem, ker so res, imate res dobro narodno bogatstvo oziroma te stare vinograde, imate ena najstarejših vinogradov Frankine, čez 2 leti bo 50 let, kar je tukaj silnica bila posajena in francosko ime je terroir. Terroir, če ste že slišali, kaj to pomeni, nimamo pravega prevoda, nekako prevajamo rastišče, lega, regija, rejon, ampak vsi uporabljamo to ime terroir, pomeni to edinstvenost terena, ki ga daje, se pravi ta klima, mikroklima, makroklima, zemlja, sorta in tradicija. Se pravi ta pristnost, ki se potem odziva v kozarcu, seveda tukaj se enologija se spreminja, potrebna je dobra oprema, potrebno je znanje, stvari grejo naprej. In tako smo nekako lani začeli prvič tudi tukaj v teh kleti predelavo, boste lahko tudi probali Frankinje iz vinograda. Velikokrat smo se tukaj srečali, velikokrat vzorčili, spoznavamo terene, zanimive so razlike. Recimo, tukaj ta spodnji del, ker ima trta več vode, so večje kisline, malo nižji sladkori, zgornji del so višji sladkori, boljši tanini, peški in tako naprej. Mogoče še 2 besedi o modri Frankini. Ne vem, če ste že slišali, da je to po novem, oziroma v par let znano, da je to avtohtona slovenska sorta. Kako je prišlo do tega? To so potrdili nemški raziskovalci iz inštituta Julius Kaun, kjer so našli starša modre Frankinje. Vedlo se je, da je mati modre Frankinje debela belina, stara sorta, ki je bila v srednjem veku večinoma posajena po celi Evropi, niso pa poznali, kdo je oče modre Frankinje. In tako so po naključju z genetskimi raziskavami preučili in dobili eno staro trto, Blue Zimmertraub, mala modrina. In ko so to gledali stare knjige graščakov, so videli, da je bila v glavnem nasajena v tej spodnji Štajerski, okrog kraja Slovenske Konjice. Se pravi, to naravno križanje v vinogradu se je zgodilo v Sloveniji, tako da smo lahko ponosni, potrdili so nam Nemci, tako da ne bojo rekli, da smo mi tisti, ki to forsiramo, ampak to je ta naša naravna kulturna dediščina. Kako so plani malo za naprej? Kot sem rekel, sodobna enologija prinaša nove izzive in seveda nove opreme, nove uporaba lesa, nove sode in tako naprej. Investicije v vinarstvo so velike in tudi Jožetu, Gregorju, Juretu sem rekel, to so velike investicije, dajte se zavedati, ko gremo v to zgodbo, ampak kakorkoli, jaz pa tudi kot inštitucija in vse raziskovalne inštitucije bomo tukaj pomagali in če bo kakšno zanimanje tudi prijavljali kakšne evropske projekte, če bo mogoče danes prilika s kakšnim društvom, s konzorcijem, kakorkoli se pogovoriti. In zato, ker imate zelo dobre terene, imate odlične lege in to je treba izkoristiti. Tudi regija, mogoče
ne najbolj škotira, ampak to ne vzeti kot slabo, ker to ljudje pač, to je izziv in to ne bo na izziv. In da dvignemo tudi Bizeljsko in celo regijo Posavje na nivo in zato je potrebno veliko dela, energije in tudi znanja, opreme in zato smo to pripravljeni. In mislim, boste videli, tudi boste provali, klimatske spremembe nam grejo na roko, tako da v vaši regiji klimatske spremembe mislim, da bodo tudi pozitivno dale, ker en primer lanski imamo modro frankinjo z naravnim alkoholom 13,7 voluskega alkohola. Ne vem, če so bile včasih take frankinje, pa kisline, ne vem, nekaj čez 5 ali pa pri rdečem 5-7 gramov po litru skupnih kislin. Se pravi, v desetletju, 15 letih se je slika, sestava grozdja vina precej spremenila in kar gre na roko, ker pivci iščejo malo bolj umirjena, malo nižja kislinska vina, saj govorim področje Ljubljane, kar poznam. Tako da to je treba tudi v enologiji izkoristiti. Danes boste lahko provali različna vina, Rosé 21, potem imamo modro frankinjo letnik 21, ki je zorela v barikih, še zori, tako da ni to dokončno vino. Napolnili smo iz različnih sodov in koga bo zanimalo pa še letnik 22, imamo modro frankinjo tukaj iz tega, mislim, iz Marofa, v sodih, če bo kdo želel, če kaj zanima, pa lahko tudi silnico probamo, kjer tudi testiramo različne tehnologije in zato mi je to še toliko všeč, ker postaja tukaj center nekih poskusov, center znanja, ker letos oziroma lansko sezoni smo naredili sigurno, da ne rečem 5-10 takih poskusov, ki lahko na vsakem društvu pokažemo. Naprimer, dodajamo cele grozdje med maceracijo modre frankinje, različne procente. Potem fermentirali smo in z naravnimi kvasovkami, tako da greš 5 dni v vinograd, natržeš, ne vem, en ajmer grozdja, stisneš to naravno mikrofloro, spontano fermentacijo, potem pelješ naprej, ker hočemo čim več izraziti ta terroir, to področje. Tako da na različnih temperaturah. Macerirali smo v sodih, boste videli en sod, oziroma imamo 10 sodov, kjer daš grozdje, cele jagode v sod in potem sod rotira, tako da v bistvu dvakrat na dan zarotiraš med maceracijo, da imaš kot nek rototank. In to so novosti, ki jaz mislim, da so med prvimi v Sloveniji. Sam imam srečo, dosti delam in s Francozi in z različnimi raziskovalci po svetu, da lahko to pol prenašamo in tukaj imam dober posluh, da se to upeljuje. Imamo tudi rosé, koga zanima, fermentiran v barik 500-litrskem sodu novem. Tudi vemo, da je Provansa tista dežela, ki narekuje stil, slog roséja. In tudi tam testirajo različne sode in barike, če gre skupaj z roséjem. In mi to delamo na modri frankinji, kar je še toliko bolj zanimivo in še toliko bolj edinstveno. Tako da ne bom dolgo vezal, če kakšno vprašanje rad odgovorim. Naslednji teden pride ekipa eden agronomov iz Italije, ker nas bojo učili, kako najboljše optimizirati vinsko rez. Tako da če koga še zanima, v sredo ob 8-9 bo tukaj prikaz rezi. Družina je pač to podprla, jo financirala bo. Delamo namreč z svetovno priznano grupo agronomov, ki delajo, svetujejo 50 različnim najboljšim kletem po Italiji, Franciji in okrog. In dva bo ta prišla tudi zdaj to res prikazati, ker se spomnim v enem vinogradu, sem hodil s profesorjem iz Francije, je rekel, ta res je pripravljena, da bo vinograd živel 20 let. To niso dobro res delali. Ni bilo tukaj, bilo v drugi državi, ampak zanimivo pristop. Tudi vsak misli, da bom hitro obrezal, ne, potrebne so drugi pristopi, ker vemo, imamo esko, imamo bolezni lesa in če nimamo ravnega ožilja, rečemo mi,
potem ne, pride noter se te ožilje zablokira, pride eska, trta crkne. Tako da te klimatske spremembe niso tako nedolžne. Imamo več bolezni, sestava vina se nam spreminja, nekje v dobro, nekje v slabo in moramo slediti znanju, moramo slediti novostim, drugače bo zadeva, ne vem, zamrla. Vemo, statistika v Sloveniji, v 20 letih smo prišli iz, ne vem, 20 tisoč hektarjev na 14,5 tisoč. Tako da ne, niso rožnate, ampak želimo si takih družin, podpornikov, da pač dajo to iskro in zaženejo. Mislim, mi bomo tukaj z veseljem pomagali. Tako da hvala za povabilo in bom z veseljem, upam, da se vidimo naslednje leto in sproti bomo debatirali, ali gremo v pravo smer ali ne, in na kakšnem društvu, ko boste radi pridemo kaj pokazati, hodimo vsak teden večer smo nekje in degustiramo, ker to so najboljše delavnice, da probaš in potem poveš, kaj je dobro, kaj je za nas dobro. Mi pač damo opcije in potem morajo vinarji vsak povedati, kaj bo delal, kam se bo obrnil, ali bo to ekološko. Tudi tukaj se planira ekološko, zakaj, ker imate srečo, tukaj je precej vetrovno, ni tak napad bolezni, tako da mislim, da ekološko vinogradništvo tudi je perspektiva v tem področju, ampak seveda, spet več ur, kot bomo obtrti, boljš bo uspeh. Tukaj star pregovor pravi, trta potrebuje senco svojega vinogradnika. Tako da moramo se ji posvetiti in tako da boljš bo potem rezultat. Vse izvira iz grozdja. Tudi tukaj, kar boste probali rdeča vina, vse smo rečili na en grozd, na mladiko, tako da neko povprečje kilo 20, kilo pa pol po trsu, se pravi nizki doprinosi, ker to, da potem dozorele tanine, polnost, bogatost okusa, če hočemo seveda se pozicionirati na višjo kakovost. Ne rečem, da bo zdaj vse tako ta model, ampak kakorkoli. Delo se začne danes s to rezjo in potem se nam konča do 1. novembra, verjetno, ko končajo biološki razkisi, ko damo vina v barik. Tukaj boste videli datum 6.1., ko so šla v barik. Za tako prijetno razlago in mislim, da bomo prek Jožeta tudi mi sodelovali, pa da kako rečemo na to temo. Ker imamo tudi zdaj, trenutno je Jože največji, družina Vrstovšek največji vinogradnik v Pešecah, ampak mislim, da se bo tudi drugi odzvali pa kakšnega predavanja z vami, kar nas bo zelo veselilo. Mislim, da bomo lahko še kaj napravili, res. Jaz mislim, da ne bo problem, imamo tukaj ogromno poskusov narejenih in ta vina lahko probamo in bo zanimivo za vse. Tako da dajte povedati ten datum, določiti pa...